Tako, sedaj imamo vso osebno varovalno opremo in imamo tudi izpravno motorno žago. Motorna žaga za delo mora imeti izpravne varovalne elemente. To pomeni zavoro za verigo, imeti mora lovilec verige, imeti mora razširjen vodilni ročaj, ki ščiti našo roko pri pretrgu verige, imeti mora zaporo za plin in pa imeti mora delujoče stop stikalo. S tako žago lahko pričnem z delom. Najprej pravilno vžiganje. Nikoli ne vžigamo motorne žage brez opore. Tega se ne dela. Vedno motorno žago ali upremo v tla, oziroma, da nas ne boli križ, lahko motorno žago upremo med kolena. To je pravilen način vžiganja motorne žage. Sedaj pa poglejmo osnovne reze. Motorna žaga lahko reže z trebušno stranjo letve, to je spodnja stran, oziroma lahko reže z hrbtno stranjo letve, to je zgornja stran. Možno pa je rezati tudi s konico, pri čemer je posebna pozornost, o čemer bomo govorili kasneje. Najprej bi vam pokazal trebušni rez in pa značilnosti trebušnega reza. Pozorni bodite na izmet žagovine in kako motorno žago vleče v smer hloda. Če pogledamo tak rez, lahko ugotovimo, da žagovina izleti v smer tistega, ki reže, motorno žago potiska v sam rez. Če držimo motorno žago od hloda, je večja obremenitev naših rok. Zato, če se le da, vedno žago damo tako, da se žaga nasloni na ostrogo. Rez lahko izvajamo tako, da naredimo tudi pahljačo, kar pomeni, da na ostrogo naslonimo motorno žago, zarežemo ali iz enega oporišča, v tem primeru je večja nevarnost ureza v noge, obstaja tudi nevarnost ureza v čevelj, vkolikor smo nizko. Zaradi tega pogosto izvajamo rez iz več oporišč. Pri samem rezanju smo pozorni na to, da imamo vzravnano hrbtenico. Drug primer je rezanje s hrbtnim delom, torej hrbtni rez. V takem primeru potiska motorno žago v sekača oziroma upravljavca žage, žagovina pa izleti stran. V takem primeru motorno žago vedno postavimo tako, da jo upremo v eno in v drugo nogo. Tako. Pri rezanju z motorno žago pa pridemo včasih tudi do situacije, ko je nujno odrezati deblo, ki je napeto. Če rečemo, da bi to deblo viselo močno naprej, imamo na spodnji polovici stisnjena vlakna, na zgornji polovici napeta vlakna. V takem primeru izvajamo kombinirani rez. Kombinirani rez je rez, kjer odrežemo deblo z dveh delov. V tem primeru, ki imamo stisnjena vlakna spodaj,
najprej spodaj, potem pa še s zgornje strani. Na ta način deblo ali veja ne bosta počila. Da preprečimo pokanje, torej najprej z ene strani stisnjena vlakna, nato še napeta vlakna. V takem primeru deblo ne bo vzdolžno pokalo. Lahko naredimo tudi tanjšanje premera. To je vedno takrat, kadar je deblo nekoliko večje oziroma ko želimo preprečiti pokanje. Torej, v tem primeru smo se žago najprej stanjšali premer, nato šli okrog, stanjšali premer tudi na tej strani, prerezali najprej spodnji del, nato pa z motorno žago še z vrha prerezali hlod do konca. To je vse primer, ko imamo spodaj stisnjena vlakna, zgoraj pa napeta vlakna. Ostane nam še rezanje z konico. To je najbolj nevaren rez, zaradi tega, ker obstaja možnost povratnega udarca. Ko se dotaknemo konice, vrže lahko žago v smer glave. V tem primeru je treba biti zelo pozoren. Nikoli ne pričnemo reza z konico. Vedno z spodnjim delom vrha, da naredimo tako imenovano posteljico. Šele potem izvajamo ubodni rez. Torej, najprej naredimo posteljico zaradi tega, da čim več zob na trebušni strani prične z rezanjem in potiska žago v sam hlod. Vkolikor tega ne bi izvedli, je zelo velika nevarnost povratnega udarca. Torej, povratni udarec je udarec, ko žaga poleti v smer proti sekaču. Ker imamo pri sadjarstvu ali pri negi grmovnic in podobno večkrat težave z rezom s konico, lahko uporabljamo bolj specialno letev, torej letev z manjšo konico. Taka letev ima bistveno manjšo možnost povratnega udarca. Torej, opazimo lahko, da je možnost povratnega udarca manjša. Vidimo pa tudi, da pride do nekoliko večjega tresenja, kar pomeni, torej pri izvajanju ubodnega reza moramo biti previdni in držati motorno žago dovolj čvrsto, vendar ne krčevito, tako da je rez lahko gladek.
Torej za gladek rez, za rez, kjer potrebujemo manjšo površino, je bolj priporočljivo uporabljati tanjšo letev z bolj koničasto konico. Na tak način lahko izvajamo tudi bistveno bolj varne ubodne reze. Torej, si bomo pogledali še pobližje, kako reže motorna žaga pri določenih vrstah reza. Ali gre za trebušni rez vzporedno, oziroma hrbtni rez vzporedno, ali gre za pahljačasti rez iz enega oporišča, oziroma pahljačasti rez iz več oporišč. Lahko tudi kombinirani rez, in pa ubodni rez. Sedaj naredimo še rez, tanjšanje premera, pri katerem moramo biti še sploh previdni, da vedno delamo s polnim plinom. Tako, prikazani so bili vsi osnovni rezi, s katerimi lahko varno prerezujemo deblo oziroma odrežemo vejo. Želim vam varno delo in pa srečno pri delu z motorno žago.